smo uvedli kolone, vidimo, da že 2 tedne zapored so stanice. No, to glih ne drži, ne? Prejšnji vikend, predprejšnji vikend. Ta vikend kolon na cestninskih postajah ni bilo. Jaz bi zelo enostavno vam odgovoril na to vprašanje. Ne vem, koliko se vozite po Nemčiji, ki nima ne cestninskih postaj in ne vinjet. Ko se začnejo dopusti, imamo kolone. Nobena cesta ni zgrajena, da požre milijone turistov. Nobena cesta. Zastoji na cestah so bili in bodo, ne glede na to. Bistveno smo pa zmanjšali zastoje. Kot veste, so bili manjši zastoji pri začetku, prvi vikend na cestninski postaji Log. Sedaj so ti zastoji relativno manjni. In zakaj se pojavljajo ti zastoji? Jaz sem se pred parimi dnevi peljal v neslužbenem vozilu z voznikom, ki ni profesionalni voznik, ker sem nalaž želel preizkusiti, kaj se zgodi na cestninski postaji. In oseba, ki je natančno seznanjen, da cestninska postaja, da ni treba plačati, da ima vinjeto, da se vozi, zmanjša hitrost pod 40 km/h, ker ima v svoji podzavesti še vedno občutek, da je cestninska postaja in se skoraj ustavi. Tako da sem osebi, ki je vozila, ki ni profesionalni voznik, ampak vozi zelo veliko, recimo na leto naredi 30 do 40 tisoč kilometrov, je hitrost zmanjšala na 20 na uro, dokler jaz sem rekel, vse ni cestnine. Saj res. In zato se nam zgodi zastoj. In jaz sem to opazil kot potnik v vozilu, da avtomobili nenormalno upočasnijo promet in sem potem probal preizkusiti, kako to deluje na nekom, ki ni bil opozorjen, kaj hočem videti, kaj bo naredil in sem doživel ta efekt. Hkrati pa seveda lahko vidite tudi, da nismo imeli cestninske postaje na Gorenjskem. Med koncem avtoceste pred Bledom in začetkom avtoceste za Bledom ni avtoceste. Ko ste se peljali v preteklih letih, ne letos, skozi ta odsek, ob vikendih, ob nedeljah, ko so se valili turisti in vsi mi, ki smo šli na Bled ali Bohinj ali nekam na Gorenjsko na enodnevni izlet, je tam promet stal. Nobene nesreče ni bilo ničesar. Ljudje na nek način zmanjšajo hitrost in seveda s tem nenehnim ponavljanjem ljudem, da promet mora teči tekoče, da je potrebno tekoče, lahko pospešimo promet. Tako da ni samo en faktor, ki vpliva na to. Treba je pogledati zadeve celovito in seveda cesta, tudi avtocesta, tudi 6-pasovnica, kjer jo imajo na zahodu, ne požre milijone turistov, ki v nekem trenutku pridejo na cesto, enostavno ne gre.